Fetiš je lahko del tvoje seksualnosti. Sprejemljiv je v kakršnikoli obliki, seveda dokler so vsi udeleženci v spolnem aktu prostovoljno in dokler negativno ne vpliva na tvoje odnose, šolo in družino. Zdaj, če imaš seksualni fetiš, ti je verjetno zelo nerodno in nekako ne veš, kako bi to povedal svojemu partnerju. No, predlagam, da ne takole. Hej, saj se vidva pol na videochatu, a ne? Cool. Ja, pa to, da veš, jaz sem seksualni fetiš. Čau. Pa takole? Tudi ne. Hej, saj se pol vidva po videochatu, a ne? Cool. Ej, a bi lahko oblekla usnjen modrc, hlačke, pa smučarska očala? Lej, ne sprašuj, boš videla. A pa znaš lajati? Halo? Manca, halo? Včasih se v zvezi zgodi, da ne veš čisto, kako bi začel neko delikatno temo. Pač totalno te je strah tega pogovora, nervozen si in verjetno se bo začel šalt. No, probi se temu izogniti. No, daj povej mi zdaj, ker nimam ful časa. Pač hotel sem ti sam povedati, da mi dogajajo tako ene stvari pri seksu. A ja? Ja, veš, kaj je razlika med fetišem na starejše ljudi pa nekrofilijo? Kaj? Par mesecev. A ti hočeš meni reči, da ti dogaja nekrofilija? Ne. To je bila šala, pač malo sem nervozen, no. Predvsem je pomembno, da si do partnerja iskren. Ampak poskrbeti moraš tudi, da se ne bo počutil nelagodno. Saj midva si zaupava, a ne? Pa se zaradi tega lahko pogovarja o enih stvareh, a ne? Ja, itak. Ja, okej, mogoče se ti bo to zdelo čuden, ampak jaz sem ugotovil, da me ene stvari vzburjajo. Okej, katere stvari pa so to? Ja, recimo tako, visoke pete, vonj po kloru, strešna kritina, robotske kosilnice, pa iz nekega čudnega razloga plastične race. Ne svojega partnerja zasud z informacijami. Počasi vpelji temo v pogovor. Manj je v tem primeru več. Katere stvari pa te vzburjajo? Ja, pa tako, meni bi bilo ful v redu, če bi ti kdaj obula visoke pete. Okej. Kaj, rdeče ali črne? Veš kaj, daj ti obuj črne, pa bom jaz rdeče. Dobro, Bora, se lahko mi to o tem kasneje pogovoriva, ker sem zdaj glih vprašana, veš? Kako ste pa vi kaj, profesor? Krasen. Bor, kaj za vraga delaš na tej konferenci? A ti ne vidiš, da sprašujem Manco? Jaz te bom ven vrgel zdaj. Ne, se ni treba, meni je cool. A ja? A bi ti tudi rad bil vprašan? Ajde, pa kdaj to poveste, je tudi zelo pomembno. Mogoče je dobro, da partnerjevi sorodniki ali pa profesorji niso ravno prisotni. Sam prav. A misliš, da lahko jokaš, če si pod vodo? Sam vprašam. Če veš, napiš v spodaj.